Cepljenje v domovih in zavodih poteka v skladu z načrtom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje. Do zdaj sta bila izvedena že 2 sklopa cepljenja v domovih, varstvenih zavodih in centrih za usposabljanje. Zaradi pomembnosti testiranj in interesa pa so v četrtek 31. decembra na vladi sprejeli uredbo, s katero bodo razširili krog izvajalcev zavodov za izvajanje hitrih testov. Naj postrežem z nekaj najbolj svežimi podatki glede poteka cepljenja v domovih za starejše in ostalih socialno-varstvenih zavodih. In sicer cepljenje poteka skladno z načrtom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje. Izvedena sta bila 2 sklopa cepljenj v domovih za starejše in varstveno-delovnih centrih ter centrih za usposabljanje. Tisti stanovalci in zaposleni, ki niso bili cepljeni, ker so bili morda v času cepljenja okuženi ali so prebolevali COVID-19, bodo seveda cepljeni ob naslednjih sklopih cepljenj. Morda bo zanimiv podatek Ministrstva za zdravje, da je bilo do sedaj v socialno-varstvenih zavodih cepljenih proti virusu SARS-CoV-2, torej s prvo pošiljko 1848 zaposlenih in 8116 uporabnikov. Danes in jutri bodo naši izvajalci socialno-varstvenih storitev, torej zavodi, prejeli še 2199 odmerkov cepiva. To bo za prvi odmerek pri stanovalcih in zaposlenih, ki so izkazali interes za cepljenje, in še 701 odmerek cepiva za varstveno delovne centre, in sicer za institucionalno varstvo v teh centrih. Morda še poveden podatek o številu stanovalcev in zaposlenih, ki so že okuženi oziroma že preboleli COVID-19. Stanovalcev v domovih je prebolelo 10.036 in zaposlenih 3.789. Normalno poteka tudi testiranje zaposlenih. Vsi smo že pred časom ugotovili, da je najtežje zajeziti okužbe, če so nosilci okužbe asimptomatski, kljub temu, da se izvajajo vsi zaščitni ukrepi. Zato je pomembno, da se že nekaj časa izvajajo redna testiranja s hitrimi testi, ki so sedaj ustaljena praksa. Morda še izpostavljam dodatno informacijo, da smo v četrtek 31.12. sprejeli na vladi tudi uredbo, s katero se širi krog izvajalcev socialno-varstvenih storitev, pri katerih se bo izvajalo hitro testiranje, in sicer še na zelo pomembne izvajalce pomoči na domu, centre za socialno delo in izvajalce socialno-varstvenih programov. Domovi za starejše sprejemajo nove stanovalce skladno z navodili Ministrstva za zdravje. Za namestitev novega stanovalca je še vedno potrebna namestitev najprej za 7 dni v sivo cono, 8. dan se izvede testiranje in v primeru negativnega izida testa se stanovalec namesti v belo cono. Aktualne podatke o novih okužbah in smrtih v socialno-varstvenih zavodih pa je pred menoj že navedel kolega Kacin. Dovolite mi, da na kratko povzamem še nekatere sprejete ukrepe iz PKP7, Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije je začel veljati 31. decembra 2020, torej zadnji dan preteklega leta. 7. sveženj ukrepov ponovno zagotavlja pomemben nabor ukrepov, ki so namenjeni ohranjanju delovnih mest in spodbujanju zaposlovanja mladih, celostni skrbi starejših in krepitvi socialne varnosti družin in posameznikov. Z našega področja, torej z področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodim, je gotovo eden pomembnejših ukrepov solidarnostni dodatek za upokojence. Izplača se podobno kot v prvem valu epidemije z upokojencem z najnižjo pokojnino pod 510 evrov v višini 300 evrov, s pokojnino od 510 do 612 evrov v višini 230 evrov in s pokojnino 612 do 714 evrov
se izplača 130 evrov solidarnostnega dodatka. Ta dodatek se bo izplačal tudi prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so brezposelne osebe in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pomembno je, da so do solidarnostnega dodatka ob upoštevanju zneskov upravičeni tudi uživalci poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Glede ukrepov, ki se navezujejo na domove za starejše oziroma socialno-varstvene zavode, smo sprejeli kar nekaj pomembnih ukrepov, in sicer pomemben ukrep predstavlja dodatek zaposlenim za delo v sivi in rdeči coni v višini 30% urne postavke osnovne plače zaposlenega. Na ta način seveda zaposlene nagradimo in se jim zahvalimo za njihovo požrtvovalno delo, neodvisno od določb kolektivne pogodbe, ki v času epidemije zagotavlja osebam že dodatek v višini do 65%. S PKP7 smo razširili krog upravičencev do dodatka za delo v sivih in rdečih conah, in sicer tudi na zaposlene pri zunanjih izvajalcih, ki delajo v domovih za starejše ali v bolnišnicah v sivi in rdeči coni. To so največkrat snažilke, ki so zaposlene pri zunanjih izvajalcih teh del. Za čas epidemije se uvajajo 3 novi dodatki za delo v rizičnih razmerah, in sicer za zaposlene pri zunanjih izvajalcih, to sem že povedal, za javne uslužbence na delovnih mestih plačne skupine J, ki delajo v belih conah in so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni. Ta dodatek bo znašal 30% urne postavke njihove osnovne plače, ter za dijake in študente, ki delajo neposredno s COVID-19 stanovalci, tudi v višini 30% urne postavke. Pomembno je, da se vsi ti izplačani dodatki iz protikoronske zakonodaje ne bodo upoštevali pri izračunu pravic iz javnih sredstev, pri katerih se praviloma upošteva dohodek iz dohodninske odločbe preteklega koledarskega leta. Naj omenim tudi, da se bodo iz proračuna domovom za starejše, CUDV-jem, VDC-jem za obdobje od 1. septembra do 31. decembra 2021, torej 1. septembra 2020 do 31. decembra 2021, povrnili stroški, ki so nastali zaradi vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu. Ravno tako bodo iz proračuna povrnjeni stroški namestitve tistih, ki pri njih delajo in zaradi dela stanovalci v sivi in rdeči coni ter posledično zaradi nevarnosti širjenja okužbe potrebujejo ločeno namestitev. Ti stroški bodo povrnjeni za obdobje od razglasitve epidemije 19. oktobra 2020 do 31. decembra 2021. Ponovno preprečujemo, da bi vsi ti stroški, ki so velik izpad za socialno-varstvene zavode, bremenili stanovalce domov oziroma njihove svojce, ki jim je pravzaprav ta strošek velikokrat že veliko finančno breme za družinske proračune. Odgovarjamo tudi na potrebe družin. Vsak otrok v Republiki Sloveniji bo dobil dodatek, enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov, in sicer vsem staršem, ki že prejemajo otroške dodatke, bo Ministrstvo za delo do 31. januarja po uradni dolžnosti izplačalo ta dodatek. Starši, ki pa niso upravičeni do otroškega dodatka, pa bodo morali oddati vlogo do 31. januarja 2021. Ta vloga bo preprosta, bo digitalna, dostopna na e-upravi in bo dostopna predvidoma 8. januarja. To bomo vsekakor pravi čas tudi komunicirali. Povečal se bo tudi dodatek za velike družine, in sicer za 100 evrov za družine s 3 otroki in 200 evrov za družine s 4 ali več otroki. To izplačilo se bo za tiste, ki so že upravičenci do dodatka za velike družine, izvedlo do 31.1. Vsem, ki boste pa kasneje izpolnili pogoje za pravico do dodatka za veliko družino, kasneje v času epidemije pa se bo ta povečani dodatek izvedel ali pa izvršil, izplačal po pridobitvi pravice do dodatka za veliko družino.
Dodatek za nego otroka se povečuje za 100 evrov. Pomembno je, da boste starši, prejemniki tega dodatka za nego otroka, dobili tudi poračun višjega dodatka za oktober, november in december 2020. In ta poračun se bo izvedel do 31. januarja 2021. Kot vidite, je ukrepov v PKP7 z našega področja veliko. Pri družinskih ukrepih dodam še višji dodatek za nego oziroma višji enkratni solidarnostni dodatek za novorojence, ki smo ga tudi sistemsko povečali. Poleg tega pa bo eden od staršev oziroma posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji za otroka rojenega od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije prejel enkratni solidarnostni dodatek v višini 500 evrov. Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti in vsem upravičencem dodatne vloge ni potrebno vlagati. Imamo še kar nekaj ukrepov za odziven trg dela. Morda izpostavim to, da bomo pomembno skrajšali postopke za pridobitev pomoči podjetjem na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Krajšamo in poenostavljamo ta postopek uveljavljanja subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Uvaja se tudi varovalka, in sicer kazenske določbe za primere, če bi delodajalec predložil lažne podatke, lažne izjave, na podlagi katerih smo lahko sicer pohitrili obravnavo teh vlog. Zaposleni, ki v letu 2020 zaradi podanih okoliščin niso mogli izrabiti vsega preostalega dopusta še iz leta 2019, PKP7 tem omogoča, da ta dopust izrabijo najkasneje do 28. februarja 2021. Tisti, ki pa zaradi nujnih delovnih potreb povezanih z epidemijo ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020, pa bo imel pravico izrabiti letni dopust najkasneje do 31. decembra 2021. Kar nekaj ukrepov je še, mislim, da so tudi vsi objavljeni oziroma jih tudi komuniciramo na naših ostalih komunikacijskih kanalih. Naj omenim še, da z ukrepom za tiste, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, a so na svojem delovnem mestu nepogrešljivi za delodajalca, bodo po novem lahko ostali v delovnem razmerju, če s tem soglaša tudi delodajalec. Ključen bo obojestransko vzajemen odnos med zaposlenim in delodajalcem. Ne glede na vrsto dela bo vsakdo lahko nadaljeval zaposlitev, če se bosta s tem strinjala oba akterja. Ta ukrep bo pozitivno vplival na trg dela, ki je trenutno v zelo težkem položaju, je izjemno prizadet zaradi posledic korona krize in najbolj, kar za 20%, se je v zadnjem letu poslabšalo ali pa povečalo število ravno brezposelnih mladih. In s tem ukrepom želimo odgovoriti tako na potrebo teh mladih, da čim hitreje pridejo v zaposlitev, kot tudi na drugi strani omogočiti starejšim varovanim kategorijam, ki so trenutno v 60%, če se znajdejo v brezposelnosti, trajno nezaposljivi. Tem želimo omogočiti tudi večjo fleksibilnost, da bi bili bolj zaposljivi, bolj zanimivi za potencialne delodajalce. Posledice COVID-19 ustvarjajo in bodo ustvarjale pritiske, stiske, o tem ni dvoma. Zato je še toliko bolj pomembno in odgovorno od vseh nas, da zagotovimo in podpremo ukrepe, ki dolgoročno spodbujajo zaposlovanje, prinašajo pozitivne učinke na gospodarsko rast in obračajo negativen trend na trgu dela. Vlada in ministrstvo, ki ga vodim, se vsekakor s temi interventnimi zakoni odziva na te razmere in hkrati pod črto še vedno opozarjamo, kljub začetku cepljenja, kljub luči na koncu tunela, je še vedno zelo pomembno, posebej v socialno-varstvenih zavodih, da spoštujemo vse preventivne ukrepe. Nošenje maske, umivanje rok, razkuževanje, distanca, nerokovanje.
S tem lahko zaščitimo predvsem najranljivejše.